Ok, banda, upam, da se slišimo, dajte mi v chat napisati, če se slišimo, če se slučajno ne slišimo, da kaj popravim. Nekaj se vas je nabral. 21, če se ne motim, je bila 21 raven cifra, ki smo jo imeli prejšnji teden. Tako da, eno zvesto fan bazo imam, treba je pa dobro delati, da še koga pridobimo, ne. Dober večer, tole je druga epizoda iz prve sezone Kozorogovih dosjejev, tako kot sem prejšnji teden povedal, moje ime je Marko Lukan, vseh ostalih cifer in tega pa zdajle ne bi ponavljal. Zdajle, če se spomnite, kaj sem počel prejšnji teden, če ste gledali v živo, oziroma če ste imeli priložnost si pogledati posnetek, potem veste, da sem prejšnjič začel s prvim delčkom svojega otroštva. Želel sem povedati nekaj svoje osebne zgodovine. Zakaj tako? Zaradi tega, da lahko tudi tistim, ki dvomijo vase, v svoje sposobnosti in tako naprej, ob koncu, ko bom povedal večji del svoje življenjske zgodbe, lahko dokažem, da v tradanju znotraj IM Akademije uspe čisto vsak. Preden se lotim nadaljevanja govorjenja o svojem otroštvu, svojem življenju, dajte mi napisati v chat, kakšen je kaj vreme pri vas. Tukajle na Gorenjskem je danes na ta četrtek malo pošprical, občasno tudi malo bolj. Narava je veselo ploska, seveda, mi se malo bolj noter držimo, ampak če drugega ne, bodo pa gobe. Saj veste, zdajle je čas za jurčke, za marele. Ugotovil sem, da je tudi Merkur v teh dneh retrograden. Kadar je Merkur retrograden, nagaja tehnika. Evo, meni je v zadnjih dneh, mislim, da dvakrat nagajal DeLorean konkretno. Tudi komp se mi je enkrat resetiral takrat, ko je bilo to najmanj treba. Tako da, evo, tisti, ki ste gledali moja jutranja prebujanja, zdajle vidite, da obvladam vreme, očitno obvladam astrologijo, kristale. Mater, se postavljam počasi neverjeten. Še par tednov bomo pa mogoče začel šlogati iz kavne usedline. Ok, te ženske, ki s kart ven napovedujejo prihodnost oziroma neke druge stvari pa že imamo, ampak kaj pa veste, mogoče vam pa še loto napovem v prihodnosti. Tako da, evo, temu se reče razvoj, ne. Dajte mi mogoče kakšen feedback, kaj ste počeli te dni, v zadnjem tednu, odkar se nismo slišali, z nekaterim smo se sicer slišali tudi danes zjutraj. Kaj ste torej počeli te dni? A ste mogoče težko čakali na novo epizodo Kozorogovih dosjejev? Ste imeli kakšne pripombe? Ste imeli kakšne predloge? Tako da se malo znam organizirati tudi za naslednjič. Tako kot sem rekel, tole življenjsko zgodbo, ki jo tukajle malo začenjam govoriti, predstavljati, bi rad na koncu, ko jo bom predstavil tako, kot sem si zamislil, zaokrožil v neko zgodbo. Zdaj prvič, ko sem se pripravljal na Kozorogove dosjeje, sem si predstavljal, da bom osredotočeno, kakor sem si jo zamislil, predstavil hkrati naenkrat. Zadnjič je potem izpadlo, da je preveč in sem je nekje na sredini prekinil. Tudi danes, ko sem se pripravljal, je izpadlo, da je drugega dela preveč, tako da bo pač zdajle sledil še en del, naslednji teden pa v tem smislu, v tem sklopu zadnji del. Tako da, če je mogoče komu zoprno poslušati, od koga življenje pisne, se pa pač ta čas ugasne od strani. Sicer bomo pa danes imeli tudi eno zanimivo temo, potem, ko bom zaključil s tem življenjskim delom. Skratka, zadnjič sem vam opisoval svoja uvodna leta, kako sem začel hoditi v šolo, kako sem bil tam zelo priden in uspešen, kako sem hodil poleg tega tudi v glasbeno šolo in bil športnik. In ob tem sem uporabljal tudi izrazoslovje iz trgovanja. Jaz temu rečem uptrend, ne, saj so bile same dobre. En tak priden fantak sem bil, no. In to je očitno en tak uptrend, bi rekel, ne. Zdaj, omenjal sem, da sem treniral judo, ker sta me mama in foter dala
v borilni šport, zaradi tega, ker sem bil bolj tak smerav otrok, tako kot sem rekel, foter je ocenil, da me bo judo od Čeličijo naredil malo bolj močnega, ne. Moja judo kariera se je končala ob neki nenavadni bolezni, ki se ji reče gnojni meningitis. Jaz vem, da večina od vas je že slišala za meningitis, vsako leto vas, če rečemo v narekovajih, strašijo, nas strašijo pred klopnim meningitisom, ne. In klopni meningitis je kar huda bolezen. Zdaj, gnojni meningitis je pa zelo redka bolezen, jaz sicer ne znam suvereno povedati, ampak gnojni meningitis je klopni meningitis krat 1000, ne. Tako da ne bi znal natančno povedati leta, ampak mogoče tam 81, mislim, da je bilo 81, sem jaz zbolel za gnojnim meningitisom. To je tako redka bolezen, da smo bili takrat v Sloveniji bolani 4. Prišli smo celo v Nedeljski dnevnik, ki je bil takrat absolutno najbolj bran slovenski časopis, torej z največjo naklado, praktično vsaka družina ga je imela, ne. In če se dobro spomnim, sicer tudi tega ne moram suvereno trditi, ampak vse od leta 81 jaz pač za gnojni meningitis nisem več slišal. Res pa, da teh podatkov nisem več iskal, no. Skratka, sem pa prepričan, da je to zelo redka bolezen. Zdaj, takrat iz tistega Nedeljskega dnevnika se spomnim, da je bil en oboleli, je ležal v mariborski bolnišnici, 3 smo bili pa skupaj v sobi v izolaciji v jeseniški bolnici. Šlo je za eno deklico iz Bohinja, za katero po tisti bolezni oziroma po tistem, ko smo šli narazen iz sobe ven, nisem slišal nikoli več. Ne vem, a je še živa, kako je bilo z njo, tega ne vem. A je imela kakšne hujše posledice ali ne, tudi ne vem. Z mano je bil pa torej tretji v sobi še en poba. Ime mu je bilo Iztok, saj priimka ne bom povedal, tako da ne bo panike. In tisti poba je s to boleznijo, hkrati z mano, ko sva šla ven z bolnice, njemu so ostale kar hude mentalne posledice, tudi nekatere telesne, ne. Gnojni meningitis ti napade center za ravnotežje v možganih in v hrbtenici. In kako sem jaz zbolel, torej nekega, če se prav spomnim, nedeljskega jutra sem se zbudil z visoko vročino, in takrat je bil moj center za ravnotežje že toliko poškodovan, da pač nisem mogel vstati več iz postelje. Poskusil sicer sem, ampak sem padel po tleh. Zdaj, mama mi je nekaj ur poskušala visoko vročino zbijati, in ker to ni uspelo, sta me potem z očetom peljala na urgenco in na urgenci so pač ugotovili, da sem malo bolj resno bolan. Ne bom se spomnil, ker to je pred 40 leti bilo, so pač diagnosticirali to bolezen že tisti dan ali pa po vsej verjetnosti v naslednjih dneh po resnejših preiskavah. Skratka, če rečem tako, mene so kar dobro zrihtali, ne. Tistega fanta, tistega Iztoka sem jaz v prihodnjih letih praktično vsako jutro srečeval, ker on je hodil v posebno šolo, jaz sem pa hodil v navadno osnovno šolo in najini poti sta se vsako jutro torej srečali. Ta Iztok se me je dolga leta spomnil, vsako jutro sva malo na brzino poklepetala in potem šla vsak svojo pot. Zelo hitro je postal siv, mislim, že tam pri 20 letih je bil siv, kot bi bil star 60 let. In ta poba je vedno hodil, ne, on se je zjutraj odpravil iz stanovanja in je potem znal iti z Jesenico recimo v Kranj ob glavni cesti, takrat še ni bilo avtoceste. In če me spomin ne vara, je pred kakim desetletjem tudi tragično končal tako, da ga je nekdo zadel ob cesti, tako da če tako vzamem, ne, in če omenim izrazoslovje iz trgovanja, je šlo pri moji bolezni, pri mojem končanju judo kariere zaradi okvare hrbtenice za izraziti downtrend. Torej, tam je bilo kar krvavo dol, ne. Tudi sicer sem jaz fasal v življenju nekaj čudnih bolezni.
ali pa Stan, ne, Stan J. Prvo tako je bilo, ko še nisem bil star 1 leto, in ko sem ravno prejle omenil gobe. Oter je takrat, ko sem jaz bil torej ravno dobro shodil, očitno še pred 1 letom ali pa mogoče v tistih mesecih po prvem rojstnem dnevu, foter je bil strasten gobar in je nekoč nabral neke gobe, za katere se je izkazalo, da niso čisto ravno tako užitne, kot je on mislil, ne. Tako mi starša sta pripovedovala, oče je že pokojen, da sem jaz pač, ko sta spekla te gobe dotične, ves čas, torej malo dete z rokami v zrak, zahteval meni meska, torej meni se je zdelo, da je tisto mesek, ne. Malo sta mi dala, in tiste gobe so bile strupene, jaz ne vem več, za katere gobe je šlo. Foter je ponoči izgubil zavest od strupa, mama je pa zvečer bila žejna in edina stvar, ki jo je imela v hladilniku, je bilo mleko. In ker se je napila mleka, jo je tisto mleko pognalo in je bruhala ponoči, ne. Zdaj, ko je bruhala, je pa pač hotela fotru reči, nekaj je narobe s temi gobami, ne, jaz se zelo slabo počutim. In ko je šla fotra budit, je ugotovila, da je foter nezavesten, ne. Potem je šla pa, mi se pogovarjamo tukaj o letu 1971, ne. V naši ulici je bil le 1 ali 2 telefona, mi ga doma seveda takrat nismo imeli, in mama je videla, da je kriza in je želela iti k sosedu, kjer so pa imeli telefon, poklicati na pomoč, ne. Zdaj pa, ko je šla ven in je prišla okrog hiše do roba ceste, smo tam imeli ograjo, še vedno jo imamo, ki je bila pa zavezana s štrikom, zato da mali Marko, to sem jaz, ki sem zdaj malo večji, ni mogel odpreti ograje in iti na cesto, kjer bi se lahko naredila nesreča. Mama je bila pa tudi skoraj nezavestna, ne, zelo slabo se je počutila, bruhala in tako naprej, in ni mogla odvezati tistega štrika, zato je šla noter v hišo po nož, z nožem prerezala tisti štrik in šla k sosedom, ne. Zdaj pa, če si predstavljate, v 2 ponoči, če ti nekdo zvoni v trdi temi in ti vrata odpreš in zunaj stoji ena ženska, maha z nožem in pravi, Peter, nezavesten, ne vem, neodziven, pač sosedje so se ustrašili, da je prišlo do kakšne, ne vem, z nožem povezane nesreče, sicer v pripovedih od takrat policija nikoli ni bila omenjena, ampak očitno so poklicali pomoč, ne. Prišel je rešilec, naložil nezavestnega fotra, mama je zraven sedela, tudi sicer vsa omotična, in oni so se odpeljali v bolnico. Zdaj pa, kako jaz vidim, da je v vesolju neka sila, ki pazi name, tisti, ki je veren, bi lahko rekel tudi Bog, okej, mogoče pa Bog pazi name. Ko je rešilec dirkal proti bolnici z nezavestnim fotrom in omamljeno mamo, je šofer, ki je mojega fotra poznal, šofer rešilca, se spomnil, a nimata vidva enega otroka, ne. In res, mami je kapnil, ja, Marko, in so šli nazaj, jaz sem bil valjda tudi nezavesten, ne, od tistih strupenih gob. Zdaj, da skrajšam gobjo zgodbo, prišli smo v bolnico očitno, meni so mogli spumpati vso kri, mami in očetu so spumpali želodec, mama je bila naslednji dan že na nogah, oče je še kakšen dan rabil, da so ga spravili konkretno k sebi, meni pa, tako kot sem rekel, so morali zamenjati kri, ker sem bil pa pač totalno adijo, ne. Takrat, mama še danes to zgodbo govori, takrat enkrat je pediater, torej moj zdravnik, rekel moji mami, da pač so mi vrnili v organizem kri moje krvne skupine, ampak niso ziher, če bo moj organizem to zadržal. Torej, če bo naslednjih 24 ur moj organizem zadržal kri, če jo ne bo zavrnil, potem bom preživel, v nasprotnem pa pač 3 pikce. Okej, očitno sem preživel, ne. Hvala vesolju ali Bogu ali ne vem komu, ampak tudi tej epizodi bi rekel izraziti downtrend. In mogoče še tretja taka nenavadna prigoda,
ki sem jo fasal v življenju, katero večina folka ne faše, pa ne pravim, da je kaj tako groznega, ampak v tistem trenutku je bila, je pa zadeva, ki se je zgodila nekoč, ko sem mogel nositi Titovo štafeto. Mislim, da sem vam zadnjič omenjal, da sem jo 2-krat nosil. V eni od teh priložnosti sem še kot član judo kluba torej bil zadolžen, da bom na neki trasi na Jesenicah tekel s tisto Titovo štafeto. Jaz sem se pa tisti dan ali pa en dan pred tem zbudil ravno tako z visoko vročino. Izpadlo je, da mi polovica obraza ne deluje. Jaz se ne spomnim, katera polovica obraza, je bila to desna, je bila to leva, skratka, ena polovica mojega obraza je bila mrtva. Če sem želel odpreti oko, sem ga mogel s prstom in tudi usta so se krivila, tako kot je to nekoč počel Billy Idol, tisti, ki ste dovolj stari, da veste, kaj je počel Billy Idol. Skratka, polovica obraza je bilo mrtvega. Jaz sem seveda na vsak način hotel tisto štafeto nesti, najbrž sta me spodbujala tudi mama in foter. Se pa spomnim, da je tisti dan padal dež, ko je bilo treba nesti štafeto. Kar dobro je lilo, mogoče tako kot danes, ali pa še bolj. In tisti, ki smo bili zadolženi, torej jaz sem nesel štafeto, za mano je tekla skupina judoistov in ne vem, mogoče še kakšnih športnikov. Tisti smo v tistem dežju čakali, da bo predhodna skupina pritekla pač pod streho v gimnaziji jeseniški. Spomnim se, da pač otroci kot otroci so se takrat vsi ostali, kot rečemo, delali norca iz mojega stanja, ker jaz sem govoril takole. Pač verjetno je bilo dosti smešno za videti, otroci pa pač se vedno smejijo tem stvarem. Meni je bilo zelo neprijetno, tega se spomnim. Skratka, na koncu sem v dežju tisto štafeto po svoji trasi nesel, jo predal naslednji ekipi in šel domov. Domov sem prišel v tisti kimoni, to je bela judoistična obleka, večinoma bela. Domov sem prišel premočen do kože, naslednji dan sva šla z mamo pa na infekcijsko kliniko v Ljubljano. Tam je mama prigodo povedala o nošenju štafete. Mislim, da v življenju nisem slišal nikogar, ki bi vsaj vpričo mene bolj usmerjal mojo mamo, kot jo je usmerjal tamkajšnji pediater. Skratka, človeka z vročino, človeka z resnim stanjem ste poslali ven teč na pol nacga, na pol golega v tisti kimoni. Verjetno ni rekel, jebeš štafeto, ker si tega ni upal, ampak imam v spominu, takrat sem pa bil star, verjetno nekaj čez 10, 11, 12 let, to imam pa v spominu, da jih je mama zelo, zelo, zelo slišala. Skratka, očitno so mojo faco zrihtali, danes se prav prikupno smejim in vam mežikam tukajle, tako da imel sem nekaj takih stanj, v katerih je bilo, katere bi lahko označil z izrazitim downtrendom. Zdajle pa, da ne bom preveč o downtrendih govoril, bom preskočil leto 1984. Takrat sem bil kot edini Gorenjec sprejet na vojaško gimnazijo v Ljubljani. To je bila gimnazija tam za Bežigradom. Če kdo Ljubljančan ali pa če kdo Ljubljano od vas pozna, to je tam zadaj, kjer je zdaj Esmeralda. Esmeralda je znamenita stavba zelene barve, ki se je pač ime prijelo po znameniti Esmeraldini zeleni obleki. Tam, kjer je pa danes Ministrstvo za obrambo, je bil pa v tistih časih hotel od JNA, od Jugoslovanske narodne armade, imenoval se je hotel Triglav. No, torej tam v bližini, čisto zraven ekonomske fakultete, smo mi imeli srednjo šolo, vojaško, in jaz naj bi bil oficir. Nekdanji sistem je na take šole, kjer je država popolnoma poskrbela zate, večinoma pošiljala otroke, ki so bili odlični učenci, če se tako izrazim, ni pa škodovalo niti, če so prihajali iz socialno problematičnih družin. In zdaj vam prvič to povem, jaz sem prihajal iz socialno problematične družine. Moj oče je bil namreč orank alkoholik, in pač
Jaz sem končal na vojaški šoli, moj brat je končal na kadetnici nekaj let za mano, ker je bil mlajši. Tako da, tako kot sem rekel, jaz sem bil edini Gorenjec, pogoji za sprejem so bili odličen uspeh. No, jaz sem bil sicer v 8. razredu ali v 7. razredu prav dober, ampak pač čim boljši uspeh, absolutno zdravje, ki sem ga takrat imel, in še nekateri pogoji, ki sem jih jaz izpolnjeval, enega sem vam ravnokar prejle povedal, ne. Zdaj, ker sem bil od nekdaj dober v atletiki, kljub tem svojim nekim nenavadnim boleznim, so tudi na vojaški šoli to hitro opazili. Jaz sem že v mlajših letih, že v osnovni šoli vedno zastopal šolo na nekih atletskih tekmovanjih, na krosih, na občinskem krosu, na regijskem krosu, na državnem prvenstvu, v kakšnih skokih v daljavo, v višino, v šprintih, v maratončkih in tako naprej. Skratka, to so na vojaški šoli hitro opazili. In takrat je obstajalo nekaj, ne vem, a ta tradicija še laufa ali ne, nekaj, čemur se je rekel tekmovanje ljubljanskih občin v krosu. In vojaška šola, ki je bila za Bežigradom, je mene in še 2 moja sošolca delegirala kot tekače, ki bomo zastopali občino Bežigrad torej na krosu ljubljanskih občin. Temu bi tudi rekel valjda uptrend, ne. Saj sem se kar hitro izkazal že praktično, mislim, da je bilo to oktobra ali septembra ali pa oktobra tistega leta, ko sem začel hoditi v prvi letnik, izraziti uptrend. Zdaj, o tem krosu imam eno kratko zgodbico. Šlo je za eno traso v Tivoliju, ne. Tam je bilo torej s trakovi speljana ena proga, po kateri je bilo v naši kategoriji, si predstavljam, da so bile kategorije, treba odteči 3 kroge. Neumen, kot sem takrat še bil, sem se v prvem krogu pognal, kakor se reče tukajle pri nas na Gorenjskem, kakor svina v buče. Skratka, na polno, ne. In valjda sem bil po ta prvem krogu že upehan as fuck. In enkrat je začela malo moja glava delati drugače, kot delajo glave v čredi. Odločil sem se, da bi bilo trapasto, da bi jaz tako upehan tekel 3 kroge, zato sem se na bližnjo klopco usedel, se spihal, počakal, da so ostali v čredi tekli 2 kroga, torej da so pretekli še en krog, in se seveda od tretjega pognal ves spočit, gladko zmagal na krosu ljubljanskih občin, počakal se še svoja 2 sošolca in se pač ves happy, zadovoljen nad svojim dosežkom poskušal vrniti za Bežigrad. Dobro se spomnim, da sem bil takrat tako zelen, da se mi je Ljubljana zdela tako velika, da se pač niti na trolo nisem znal usesti iz Tivolija do Bežigrada, saj nisem imel pojma, na kateri avtobus moram. Tako da smo rabili ene, kaj pa vem, pol ure, da smo prišli do Bežigrada. In ko smo čez pol ure prišli nazaj na vojaško šolo, me je pač dežurni v internatu takoj poslal k oficirju. Jaz sem bil ful happy, ne, da so novice o moji zmagi že prišle do Bežigrada. In res, usedel sem se v pisarno k oficirju, oficir je znorel noter, ne, takrat to je bila jugoslovanska armada. Mi smo sicer nekaj pouka imeli v slovenščini, nekaj v srbo-hrvaščini. Ta oficir, ki je bil zadolžen za nas, je bil Srbin, nima veze, ampak on je tam noter vpil na mene: "Znaš ti, druže Vojniče, šta si napravio? Takvu sramotu v istoriji nije nam napravio niko." In moram reči, da je bilo pa to kar majčken downtrend, ne, ker jaz sem ves nahajpan glede zmage prišel za Bežigrad, tam so seveda že izvedeli, da sem jih nategnil. JNA je pa dala nekaj na svoj ugled, ne, tako da tisto je bilo zelo hudo, no. Zakaj vam pa to govorim? Zakaj vam govorim o tem downtrendu? Zato, ker sem takrat prvič v življenju začutil, da sem jaz težko del sistema, da sem težko del črede. Dobesedno, ker sem se pač želel nekaj upirati z besedami temu oficirju, je pred mano postavil list A4, bel list papirja. In me je vprašal: "Druže Vojniče, koje je to boje?" Torej, za tiste, ki ne razumete,
tovariš vojak, kakor smo se takrat imenovali, katere barve je ta papir. Jaz sem ga gledal, sem rekel, bele barve. Ne? On je rekel, vidiš, ta papir je crn, torej ta papir je črne barve. Ne? Obrnil sem tisti papir okrog, tudi spodaj je bil nepopisan, popolnoma bel in sem še vedno trdil, da je bele barve. Ne? Pa je spet on trdil, da je črne. Ne? Potem sem si ga pa natanko gledal, ker nisem vedel, v čem je catch, a je mogoče kje kakšna pika črna, a je karkoli. Skratka, tisti papir je bil še vedno snežno bel, ne, deviško bel. In ko je oficir vztrajal, da je tam ta papir črn, skratka, hotel me je naučiti, da je tako, kot on reče, in da jaz nisem tam zato, da bi mislil, ampak zato, da bi ubogel, sem jaz vstal pri 14 letih, ker sem takrat šel v srednjo šolo, zapustil tisto pisarno in zapustil tisto šolo. Sem prišel domov, foter je bil bivši partic, ne, pa precej alkoholika, tako kot sem vam rekel. Ko sem prišel domov, je mama bila, sicer ni bila ravno navdušena, foter sploh ni hotel slišati o tem, da bi zapustil tisto šolo, ampak na koncu je obveljala moja. Mama je rekla, da bom šel na srednjo šolo, na kateri bodo dali štipendijo. Ker v Ljubljani na vojaški šoli sem bil na taki šoli, kjer so poskrbeli za mene, ne, popolnoma. 5 dni na teden sem bil tam sem jedel, tam sem spal, tam so mi dali vojaške obleke in tam so mi dali civilne obleke, plus neke žepnine. Ne. Domov sem prišel samo praktično za vikend, tako kot pač to otroci v internatih počnejo. Danes je tega že precej manj. Skratka, mama ni bila navdušena, ampak na koncu je veljala moja. Oče mi je pa toliko zameril, ker prej je bil zelo ponosen, da je njegov sin na vojaški šoli, kot bivši komunist, ne, on je bil partic. Oče mi je pa toliko zameril, da se 2 leti z mano ni pogovarjal. Ne. Če sem mu rekel dobro jutro, je ostal tiho. Če sem mu rekel dober tek, je včasih rekel, kdo te je pa kaj vprašal. Ne. Ampak po enih 2 letih se je malo otoplil in pač spet začel komunicirati, kolikor človek v njegovem stanju lahko komunicira. Skratka, to, da sem se vrnil domov na Jesenice, da sem dobil eno srednjo šolo, v katero sem mogel iti, ker je bila tam štipendija, in menda si lahko predstavljate, da je na Jesenicah nekoč dobil štipendijo vsak, ki je potrkal na ustrezna vrata v železarni, bivši, tudi jaz sem tako mogel narediti. Jaz sem štipendijo dobil za strojno-tehnično šolo, ker je bila to pač šola z najvišjim dometom tedaj. Jaz sem pa kot najboljši učenec v osnovni šoli, torej mama smatrala, da moram iti na eno šolo, ki me bo dostojna. Ne. Na strojno-tehnično šolo sem prišel tako, da jaz nisem poznal razlike med vijakom in matico. Matica ima navoj in vijak ima navoj. Ne. Jaz nisem poznal razlike med vijakom in žebljem. Oba dva imata steblo in oba dva imata glavo. Pač moj oče ni bil te sorte, da bi me kaj od tega naučil. Lahko si predstavljate, kakšen analfabet, kakšen bebec sem jaz bil v šoli, ki me ni niti zanimala, niti mi ni ležala, niti ničesar nisem vedel o njej, ali pa o tehničnih poklicih, niti si jih želel nisem. V 3. letniku, do katerega sem sicer prilezel, sem končal letnik kot najslabši učenec v razredu, torej v 3 letih sem izmed najboljšega v generaciji prišel do najslabšega. Lahko rečemo temu puberteta, lahko rečemo kaj drugega, skratka, tam sem bil že zelo ne del črede več, torej nisem pasal tja. Mama je rekla po 3. letniku, ki ga nisem izdelal, da če sem toliko len, da se mi ne da šolati, ne grem pa pač delati, tako da sem po neuspešno opravljenem 3. letniku mogel iti v železarno. Tisto me je malo zbrihtal. V naslednjem letu sem opravil vse popravne izpite, ki jih prej pač nisem, in se vrnil v 4. letnik. Moji originalni sošolci so pa pač takrat 4. letnik že končali in šli delati.
oziroma nekateri v vojsko, nekateri pa pač na faks. Ampak hočem povedati, da praktično nisem izgubil ničesar. Oni so imeli 4 leta srednje šole, jaz sem pa imel 3 leta srednje šole in 1 leto delovne dobe in leto kasneje smo to izenačili. Zdaj, jaz tudi 4. letenka nisem nikoli končal, čeprav nadarjen, kot sem bil za nekatere stvari, recimo za jezike, zgodovina me je od vedno zanimala. Sem se vpisal na filozofsko fakulteto, glede na to, da sem prišel z srednje tehnične šole, sem imel za opraviti nekaj diferencialnih izpitov in sem jih z lahkoto opravil, torej želel sem študirati angleščino in zgodovino in končati kot razredni učitelj. To se mi je od nekdaj zdelo zelo fajn, zelo nobel. Veste, ko si kot otrok predstavljaš, kaj boš počel v življenju, se je meni vedno zdelo tako. Najprej si čist en malček, hodiš v vrtec, potem začneš hoditi v šolo, pa še v kakšno šolo, in ko si velik, ali voziš avtobus, avtobusi so mi bili zelo všeč, ali si pa učitelj, ne. Okej, s tistim avtobusom ni bilo nič, učitelj sem si pa še vedno želel biti. Da skrajšam to zgodbo, jaz sem opravil diferencialne izpite za filozofsko fakulteto, na katero pa nikoli nisem hodil, ker na koncu nisem opravil popravnih izpitov za srednjo tehnično šolo in danes poslušate, kot sem nekoč nekje že prej omenil, človeka, ki ima končano samo osnovno šolo. Zakaj vam to govorim? Spet v smislu celotne zgodbe, ki jo bom pa pač mogel zaključiti naslednjič. Jaz bi temule rekel v obdobju srednje šole in potem zaključku, kot sem ga naredil, ena taka konsolidacija, mogoče z rahlo tenzijo do downtrenda. Potem pa saj veste, po srednji šoli, jaz sem kar hitro imel družino, ne. Moja hči je bila ravno pred kratkim stara 29 let, dvojčka, ki sta oba že v IM akademiji, bosta čez dobre 2 meseca stara 21. Družina je bila kar v sistemu, ne. Takrat sem bil kar še poganjalček, torej podgana v rat raceu. Saj veste, kako gre, mlada družina, delo, kreditki, avto, enkrat na leto, počitnice za en teden ali pa za 10 dni nekje v Istri. Jaz bi temu rekel težko konsolidacija, no, bi rekel kar downtrend. Takrat enkrat sem, torej v začetku 90-ih, ko se je zamenjal sistem, ko smo dobili novo državo, je bila izrazita gospodarska kriza, in železarna Jesenice je crknila, iz nekdanjih 7-8 tisoč zaposlenih jih je ostalo okrog 500, skratka, ogromno ljudi je ostalo brez dela in takrat je človek vzel delo, kakršnokoli se mu je ponudilo. Jaz sem imel otroka majčkenega, torej nekaj mesecev starega, in takrat sem dobil eno delo v eni firmi, ki je izdelovala jogurtove lončke, ena privat firma. Tista firma se je kasneje vlačila tudi po televiziji, po časopisih zaradi izkoriščanja delavcev. Jaz vam bom pa povedal svoj najbolj nor delovni teden v življenju, ki se ga spomnim tudi 30 let kasneje, slabih 30 let. Skratka, v ponedeljek zjutraj sem prišel ob 6, delal tiste lončke, sem bil zadolžen za tiskanje in sem delal do polnoči, torej od 6 zjutraj do polnoči. Potem sem prišel v torek zjutraj ob 6, čez 6 ur in sem delal do 2 ponoči, torej je bila to že sreda, 20 ur, ne. Potem sem prišel v sredo ob 6 zjutraj, 4 ure kasneje in sem delal 25 ur, do četrtka zjutraj do 7. Potem mi je pa lastnik te firme rekel v četrtek zjutraj ob 7, ne samo meni, tudi ostalim, kar nas je bilo tam, zdaj pa pojdi domov, malo se naspi, pa pridi ob 12 nazaj. Torej, jaz sem imel za sabo 18, 20 in 25 uren delovnik, človek mi je pa dal 5 ur, da si spočijem in je hotel, da pridem nazaj. Takrat sem rekel, četrtek zjutraj ob 7, model, mene do ponedeljka ni, si ti normalen. No, to je bila moja zadnja epizoda v tisti firmi, valjda sem dobil odpoved, takrat je bilo delavcev, kar jih hočeš. Zdaj lahko vzamete moj značaj kot težaven, ali pa sem pač znal malo razmišljati in sem se takim stvarem običajno uprl. Jaz bi temu sicer rekel downtrend, ne.
Potem sem pač imel nekaj drugih služb, pa delal sem kot vzdrževalec v domu ostarelih. Tam mi je bilo v principu zelo všeč. Prvič v življenju sem se naučil z rokami delati neke stvari, ne. Saj veste, pa tako kot sem rekel, pridejo te kreditki, ampak se kar kmalu pojavi občutek tam nekje okrog 30. leta, da si ti ujet, ne, da ves čas tečeš kot podgana v tistem krogu. Začneš razmišljati, da bo tole kdaj boljš, a bo tega kdaj dovolj, kar jaz počnem in tako naprej, ne. In tudi temu bi rekel downtrend, in ker zdajle govorim že skoraj 40 minut, bi s tem delom svojega življenja zaključil, za naslednjič je pa ostalo nekaj, čemur rečem zlom. Torej, zlom je naslednji del mojega življenja. Zdajle bom pa vzel si predah, da pol minutke malo vode popijem, pogledam, če ste mi kaj natipkali. Evo, nekaj odzivov je. Prosim, če zdajle date kakšen odziv noter čez, da jaz popijem malo vode. Kako se vam zdi, a se vam zdi smiselno, da to govorim, a je to brez veze poslušati? Glede na to, da vas je zdajle še kar približno toliko, kolikor vas je bilo na začetku, sklepam, da ste nekako zdržali. Ni smisel v temu, da bi jaz mogel zdajle pred vami izpasti kakšen revež, ali pa je moja zgodba kakšna posebna. Verjamem, da imate vi popolnoma vsi za sabo zanimive življenjske zgodbe, ampak tako kot sem rekel, to je povedano zato, da bi na koncu videli, da lahko tudi nekdo z osnovno šolo, z nekaterimi težavami v življenju, nekaterih se bomo dotaknili še naslednjič, uspe v trgovanju. Okej, nekaj odzivov imam, malo bolj natančno si jih bom pol pogledal. Tako da veseli me, da zdržite z mano, veseli me, da me poslušate. Zdajle gremo pa končno na temo današnjega dneva. Tudi zdaj sem že konkretno daljši, kot sem mislil, da bom. Tako da pojdimo malo mi k trgovanju. Trgovanje ni enostavno, ne. Saj te lekcije se hitro naučiš, ampak saj veste, smer do uspeha običajno vodi po nekih, kako bi rekel, osamljenih poteh, ne. Doseči uspeh v nečem, kar je vredno imeti, nikoli ni lahko, ne. Edina razlika pri trgovanju v primerjavi z drugimi stvarmi je, da v zvezi s trgovanjem predolgo, prepoceni prodajamo svoje sanje. Mi sanjamo neke stvari tukaj, namesto da bi se lotili, ne, zadev. Mi se osredotočamo na sanje, namesto da bi poskušali razumeti resničnost. Pozabil sem spiti vodo. Zato je zdaj čas, mogoče, da ozavestimo. Trgovanje ni nekaj, kar bi čez noč postalo dobičkonosno. Seveda je lahko, ampak v veliki večini primerov pa ni. Potrebno je trdo delo, ne, predanost in vztrajnost. Zdaj, moj nasvet bi bil, ignorirajte ljudi, ki so namazani z vsemi žavbami, ko vam govorijo o hitrem bogatenju. Saj veste, kako pridejo do vas. Tole je najboljši sistem. Samo klikneš, pa boš profitiral, ne. Zdaj, jaz vem, jaz sem prepričan, da ta naš sistem, saj jih je več, ne, je odličen, ampak vseeno ne gre tako zlahka, ne. Zaradi tega bi kar trdil, da sistemi, pri katerih boste obogateli čez noč, preprosto ne obstajajo. Dajte si to dopovedati. Tako da boste malo bolj vztrajni, ne. Zdaj, sorry, če sem komu počel mehurček, v katerem živi, verjamem, da je lahko tudi na hitro bogat, ampak verjetno pa ni. Zakaj? Zaradi tega, ker njegova glava ni pripravljena. Tudi moja ne. Zato pa pravim, dajmo se osredotočiti na realnost. Torej, kaj bi bilo tisto, kar nekoga naredi za odličnega traderja? Jaz bi rekel, da tak postane nekdo, ki ima vztrajnost, odločnost in je pri obeh teh lastnostih osredotočen, ne. Zmaga nekdo, ki se osredotoča na dolgi rok in ne išče nenehno kratkoročnih rezultatov, čeprav mi jih dobivamo v 5 minutah, tistih, ki smo na TBX-u, ne. Valjda v kriptu so tudi možni hipni, strašanski dobički, ampak pustimo zdajle to malo ob kraju, ne. Zmaga torej nekdo, ki ve, kaj hoče v življenju in se ne boji delati za to.
nekdo, ki lahko osredotočeno zdrži dolge, včasih samotne ure samostojenega dela, včasih brez kakršnega koli oprijemljivega dobička, ne, zmaga nekdo, ki gre lahko spat. In če tudi se vso noč premetava in obrača v skrbeh zaradi tega, ker je bil danes ali pa zadnje dni neuspešen, lahko jutri oziroma naslednji dan še vedno vstane iz postelje in s poskočnim korakom začne znova, torej z enim entuziazmom. Vidite, jaz mislim, da mnogi traderji prehitro obupajo, ko jih enkrat doleti realnost, ne. Iz štartnih blokov, če se tako izrazim, se vsi poženemo na polno, s polno hitrostjo, tako kot sem se pognal jaz na znamenitem, v narekovajih, krosu v Tivoliju, torej vsi se poženemo s polno hitrostjo, z vsem možnim entuziazmom in z vsem prepričanjem na svetu, da nam bo uspelo. Ampak vendar pač morajo obstajati neki razlogi, da statistike pokažejo, da le manjšina začetnikov tudi konča kot uspešni traderji. Ker, saj veste, ko stvari postanejo težke, ljudje zelo hitro obupajo, ne. Obupajo praktično takoj, ko postane očitno, da zadeve ne potekajo tako gladko, kakor so si zamislili oni, ne. In če sem malo poetičen, ne gre za mirno plovbo do cilja, ne. Potem pa ljudje najdejo najrazličnejše izgovore, zakaj trgovanje ni zanje. Pustimo tiste, ki sploh še probali niso. Zdaj govorimo o tistih, ki smo že probali ali pa ki ste že probali in so neuspešni, ne. Pol pa rečejo, to je prevara. Ali pa rečejo, tole je skoraj kaj igra na srečo, ne. Ali pa rečejo, pri tradanju so lahko uspešni samo institucionalizirani trgovci, se pravi brokerji na borzah, bančniki in podobni, ne. Včasih kdo reče, da ima za dober začetek premalo denarja, zdaj ti začneš trgovati s 100 evri in se ti zdi blazen deleč, tisti milijon, ki si ga želiš, ne. In pol reče, da bi on potreboval več, da zaradi tega ni uspešen. Da ga pravzaprav potrebuje za začetek več denarja, kakor ga zdajle ima, ne. Jaz bi se pri tem še enkrat vprašal, pa tudi vas bi vprašal, a je kdaj kdo dejansko obljubil, da bo pa pot do uspeha enostavna? Mogoče vam je rekel, da bo hitra. Definitivno vam pa ni rekel, da bo enostavna, ne. Če hočete postati uspešni v katerem koli poklicu, so potrebna leta trdega dela. Ali pa v športu, ne. Moja dva dvojčka sta 13 let igrala hokej, pa sta ga letos nehala igrati. 13 let trdega dela, pa še se nista odločila oziroma še nista prišla v profesionalno ekipo. S trgovanjem ni nič drugače, ne. Tudi je potrebnega precej trdega dela. Je pa v našem primeru, ker smo v IM akademiji, pač toliko bolj dostopen, ne. V IM akademiji imate na voljo kup orodij, ki vam bojo pomagala preskočiti marsikatero oviro, tudi če damo ob stran personalno pomoč, ki smo jo tukaj lahko deležni, pač obilo, ne. A veste, mi govorimo o trgu, na katerem se vsak dan izmenja bilijone, milijarde dolarjev, ne. Če ste pripravljeni delati in biti osredotočen, in o osredotočenosti zdajle govorim, torej osredotočeni bolj kot 90% traderjev, več kot verjetno tudi 90% poslušalcev kozorogovih dosjejev, potem si lahko vzamete del teh milijard, ne. Veste, že samo košček, že samo prahec te vsote, ki se obrne vsak dan, bo cel vaše življenje postavil na glavo, ne. Že samo z delčkom, s koščkom tega prahu boste lahko prišli do najbolj izpolnjujoče izkušnje v vašem življenju in zato gre tukaj pri traderju, ne. Pri tradanju. Vsak uspešen trader je začel z majhnimi dobički, s tako majhnimi, da se mu je takrat zdelo, da so pravzaprav čisto nepomembni, ne. Potem je pa pač postopoma dobičke spreminjal v bolj oprijemljivo, in jaz bi rekel, da je on z osredotočenostjo na male zmage, na male dobičke počasi dobil sposobnost, da ustvari večje dobičke, z njimi pa sebi in svojim najbližjim privošči pač boljši življenjski slog. To je tudi nekaj, česar si jaz želim, čeprav sem v zadnjem obdobju kar solidno uspešen v trgovanju, torej svojih ciljev pa še nisem dosegel.
Torej, če enkrat dosežeš en nivo, en življenjski slog s pomočjo tradanja, s katerim več ne čutiš finančnega pritiska v življenju, si pač zmagal, ne? Če imaš en tak slog, če imaš en tak uspeh že pri tradanju, zaradi katerega v svojem življenju čutiš pač eno varnost, eno gotovost, dobiš tudi občutek, da pač praktično ves čas veš, kaj počneš, pa tudi če so razmere še tako zahtevne, ne. Vemo, kaj se zdaj v svetu dogaja, in če si ti suveren pri svojem početju, imaš občutek, ko se zjutraj zbudiš in točno veš, da imaš pod prstom, ne, utrip celega sveta. Na klik modeli, na klik, s klikom. S klikom in s ta pravo osredotočenostjo imate vi praktično pod kontrolo, če tako rečem, vse svetovno gospodarstvo, v katerem zadeve ves čas tečejo, ne. Se spreminjajo, nihajo, padejo, rastejo, ampak saj vemo, saj znamo, ne. Dobiček potegniti ne glede na to, kaj se dogaja. In te zadeve, torej, da rastejo, nihajo, padejo, to so edina konstanta, skratka, stvari se spreminjajo in osredotočen trader, pač njega iz tira ne bodo spravile nobene novice, noben dogodek v svetovni ekonomiji, nobena vojna. Praktično nič, še energetska kriza ne, s katero nas zdaj strašijo. Zato, ker tak človek ve, da če bo dovolj osredotočen, bo lahko v vsaki situaciji zase in za svoje bližnje pač izvlekel najboljše. Tako da, jaz bi rekel, da tudi ti, ki me zdajle gledaš, ne, ti, ja, si sestavni del vsega tega, ne, počasi, ziher postajaš izkušen trgovec. Če rečem drugače, investitor in podjetnik, ne, mogoče se komu to sliši pretirano, ampak jaz bi rekel, da vsi vi, ki zdajle to poslušate, pa še nekaj ostalih v IM Akademiji, ki jih zdajle žal ni zraven, ste ali pa smo del pomembne skupine strokovnjakov, zaradi katerih se svet vrti na način, na kakršnega se vrti. Seveda se vam zdi to neverjetno in marsikdo od vas bo verjetno rekel, ja, kaj pa izgube, pač jaz imam ves čas izgubo, valjda nisem tak strokovnjak, ne. A veste, a mislite, da Tina Maze ni milijonkrat padla, preden je postala šampionka? A mislite, tole je zdajle aktualno, mogoče se kdo ne bo strinjal, a mislite, da Luka Dončić v lifeu ni zgrešil nekaj milijonov metov na treningih, recimo, pa tudi na tekmah? A mislite, da Jamie Oliver ni zažgal enega X števila jedi, ki jih je pripravljal? A mislite, da Latoje ni bilo tolikrat in tolikrat pred kamero sram, ko so jo, pustimo to, no. Razlika med tistimi, ki jim je uspel, in temi, ki sem jih ravnokar omenjal, pa seveda še kom, je bila pri osredotočenosti na uspeh. Tina Maze je bila osredotočena na to, da bo postala najboljša smučarka na svetu, celo iz reprezentance je izstopila, če se spomnite, zamenjala kompletno trenersko ekipo, si naštimala svojo in tako naprej. Recimo, Luka Dončić je bil, če tako rečemo, v narekovajih, zapuščen od očeta v otroštvu, lahko bi se pač podaril osebnostno. Že kot mlad mulček je odšel v Madrid. A mislite, da so ga tam sprejeli odprtih rok? Kar en iz Slovenije je prišel v ta velik Real Madrid in bo zdaj tam pameten. A mislite, da so ga sprejeli odprtih rok v NBA? Pa je model vseeno ostal osredotočen, ne? Ostal je osredotočen, vztrajen, deloven in se ni odziral na svoje spodrsljaje, pa noben od tistega milijona metov, ki jih je zgrešil, ga ni podaril, ne. Zdaj, jaz prihajam z Jesenice in je tukajle nujno omeniti Anžeta Kopitarja. Anže Kopitar je že 15 let plus v najboljši hokejski ligi na svetu, v tako imenovani National Hockey League oziroma krajše NHL. Model je iz ene podrte Podmežakle, kakor se reče dvorani, oziroma delu mesta, kjer stoji dvorana, šel na Švedsko, se tam dokazal še kot najstnik in že pri 18 letih prišel v NHL. Najprej so ga hoteli dati na posodo, da bi malo pač se spoznal z ameriškim stilom življenja in hokeja v eno podružnično ekipo.
ampak vmes so mu pa dali na eni pripravljalni tekmi vseeno priložnost. Kaj je model naredil pri 18 letih? Dobil je kazenski strel za izvesti in streljal ga je proti tedaj enemu najboljših vratarjev hokejskih na svetu po imenu Martin Brodeur. Zdaj, če je kdaj kdo gledal hokej in če je kdaj kdo videl hokejskega vratarja, si lahko predstavlja, da hokejski vratar z vso tisto opremo zasede večino tega malega gola, ne. In tudi statistike pravijo, da ima pri kazenskem strelu vratar 80% šans, da bo to ubranil, sicer tisti pak je zelo majhen, ampak vratarji so maherji, znajo se postaviti tako, da gre pak zelo težko v gol. No, Anže Kopitar je pri 18 letih šel hrabro, zadel gol na svoji pripravljalni tekmi in od tam naprej postal počasi legenda. Zdaj, če se vrnem malo k Jamie Oliverju, ki sem ga prej omenil, on je polk je že postal slaven. Vmes, zdaj ga spremljamo že enih 20 let, ne, recimo. Vmes je postal, če se ga spomnite, kar precej obilen, kar poznal se mu je to, da dobro kuha, da očitno tudi dobro je, ne. Pa se je spremenil najprej sam. Začel je razlagati o zdravi hrani, posnel precej oddaj in model je praktično lastnoročno spremenil sistem prehranjevanja v javnih šolah v Veliki Britaniji iz tistega klasičnega, samo da so otroci sit, do tega, da zdaj vse javne šole v Veliki Britaniji imajo bolj zdrave jedilnike, torej model je bil precej osredotočen na to, kaj počne. Zdaj, od Latojine osredotočenosti na cilje, pa ne vem prav dosti, tako da mogoče sem tukaj izbral slab primer, no. Zdaj, če se vrnem nazaj na tisto, kar sem rekel, a se vam zdi to, da ste del svetovne elite, preveč ekstremno? A veste kva, to so pač dejstva, ne. Zakaj bi, če si del elite, zakaj bi po mnenju kogarkoli moglo biti trgovanje enostavno? Vse tehnično je enostavno, ampak mentalno ni enostavno, ne. Za vsak cilj je potrebno trdo delati. Torej, če ste danes trgovali z izgubo, če ste trgovali z izgubo ves teden, mogoče ves mesec, ali pa sploh še niste imeli pozitivnega obdobja, pa se pač poberite mentalno in se spomnite, zakaj ste sploh prišli v IM Akademijo. Zakaj, kako ste se sploh znašli v poziciji, da me ta trenutek poslušate? Zaradi tega, ker imate ene želje, ne, in neke cilje in treba je biti osredotočen nanje in ne na to, da vam mogoče momentalno ne gre, ne. Zdaj, če vam zadeve, tako kot sem rekel, že nekaj časa ne gredo, potem se je pač potrebno vrniti k osnovam, ne. Treba je ugotoviti, kaj počnete prav in kaj počnete narobe. In pri tem vam ne bo mogel pomagati noben mindset, nobeno skupno tradenje, nobena taka stvar vam znanja ne bo vlila v glavo, ne. To so pač samo proteze, ne. Premikati se morate začeti pa vi, a ne. Najprej, veste, kako smo kot otroci rekli, najprej z mišjim korakom, pol pa z mačjim, pol pa s korakom lenega psa, ki se, ne vem, vseeno zaganja na verigi, ko mimo pride poštar. In na koncu, ko vam že dobro gre, skoki, ne več s koraki, ampak skoki pobesnelega in lačnega leoparda, ne. In če ste pa pač, saj nismo vsi v minusu ves čas, ne, če ste v zadnjem času v pozitivnem nizu, je moje priporočilo, da ostanete skromni in se osredotočite na doslednost, torej poskrbite, da boste pozorni, da boste pač pozorni in osredotočeni na dolgoročne in ne na kratkoročne zmage. Ne navsezadnje gre pri trgovanju za maraton, bi jaz rekel, in ne za šprint. Predvsem pa, poleg vsega, kar sem zdajle našteval, ne izgubite navdušenja in ne obupajte. Vaša zgodba se začne tukajle in zdaj, mogoče znova, zato ostanite predani, osredotočeni in tole je lahko nov začetek. Kar se tiče osredotočanja, je to, kar sem jaz imel pripravljenega za danes. Zdajle zadnjič sem si pogledal posnetek tistih prvih Kozorogovih dosjejev, na koncu sem imel en motivacijski govor, ne. Tisti je bil narejen live. Torej, tako kot ste ga slišali, jaz sem predvajal tukajle glasbo in zraven govoril in pol sem v posnetku slišal,
da je na nekaterih delih bilo zelo slabo slišno, zelo je hreščalo. Jaz sem danes pač se večji del dneva zajebaval s tem, da sem posnel ta isti motivacijski govor, malo na drugačen način, pa vam ga bom zdajle predvajal tik pred koncem, ker smo že dolgi 1 urco, ne. Tako da bom zdajle share screen, predvajal ta motivacijski govor, upam, da bo danes boljši, za naslednjič pa obljubim, da bom pripravil enega novega, tako da ne bomo ves čas poslušali. Sam ta motivacijski govor je že na mojem YouTube kanalu, če kdaj komu pride prav, naj si ga pa posluša, tako da zdajle shaream screen, no, pa bomo pogledali tole. Upam, da bomo tudi slišali, če bo kaj narobe, mi pa povejte v chatu, no. Prevzemite odgovornost za svoje življenje. Ne iščite izgovorov, ne krivite nobene druge osebe ali česarkoli drugega. Prevzemite nadzor nad svojim egom. Ne skrivajte se pred resnico zaradi svojega občutljivega ponosa. Prevzemite odgovornost nad vsem v svojem svetu, nad dobrim in slabim. Prevzemite odgovornost za svoje napake, prevzemite odgovornost za svoje pomanjkljivosti, prevzemite odgovornost za svoje težave in na to prevzemite odgovornost tudi za rešitve, s katerimi bi te težave razrešili. Prevzemite odgovornost nad svojim poslanstvom, nad svojim delom, svojo ekipo, svojo prihodnostjo in končno prevzemite odgovornost za celotno svoje življenje. Nikoli instinktivno ne boste počeli stvari, ki jih morate narediti, da bi dobili, kar si želite. Vedno se boste morali za to potruditi. Vedno boste morali stvari narediti sami. Nihče ne bo naredil stvari namesto vas. Nihče. Nihče vas ne bo nič prisilil, nihče vam ne bo rekel, da ugasnite TV, nihče vam ne bo rekel, da se odpravite skozi vrata in naredite kaj za svoje telo. Nihče se namesto vas ne bo prijavil za službo, o kateri ste vedno sanjali. Nihče ne bo napisal poslovnega načrta namesto vas in nihče se namesto vas ne bo izobraževal. In če boste vedno počeli samo stvari, ki jih čutite trenutno, brez da razumete, kako pomembno je prevzeti odgovornost, svojih sanj ne boste uresničili nikoli. Enostavno jih ne boste. Če se niste rodili z zlato žlico v ustih, potem je verjetno niste imeli niti, ko ste odraščali, in zagotovo je po vsem tem nimate niti zdaj, ko ste odrasli. Ogromno olajšanje človek začuti, ko enkrat spozna, da je prav za vse v življenju odgovoren sam. Eno od pomembnih spoznanj je, da če hočeš nekaj od življenja, če želiš spremeniti sebe, če želiš nekaj pridobiti, če obstaja nek cilj, ki ga želiš doseči, to zares ni lahko, ker te nekateri ljudje želijo prepričati, da je živeti svoje sanje, spremeniti svoje vedenje, premagati negativne navade nemogoče. In morda je živeti z mislijo, da si za vse odgovoren sam, v začetku je zares težko, ako se enkrat začnemo spoprijemati z dejstvom, da življenje pred nas postavi mnogo izzivov, se moramo vprašati, kako da fuck bomo torej opravili s to zadevo. Ena od lastnosti ljudi, ki so lačni uspeha, je, da vedno storijo, kar je potrebno, da bi dobili stvari, ki si jih želijo. Potem pa se premaknejo k novim ciljem in iščejo za nove izzive, nove rešitve. Delati morate na sebi in pomembno je, da ste v tem procesu aktivni. Zase boste morali nameniti več časa, kot ste ga porabili doslej. Zelo pomembno je, in to dolgujete sami sebi. Mnogi med nami se nikoli ne zavemo svoje veličine, ker se ujamemo v vsakdanja početja. Svojo pozornost razpršimo na preveč področij, ne znamo reči ne in počnemo najrazličnejše stvari, nikoli pa nimamo časa narediti tistih stvari, ki bi jih morali narediti, da bi sami zase dosegli najboljše. Potem pa mine sekunda, mine minuta, minejo ura, dan, teden, mesec in jebena leta in nenadoma mine ogromno časa, ki se ga ne da zavrteti nazaj.
še preden se človek zave, se nekega dne zbudi in ugotovi, da ima kup neplačanih računov, sanje, da so mu nekam ušle. Zato se končno odločite, da boste začeli delati na sebi. Zaslužite si preostanek svojega življenja preživeti v skladu z vašimi sanjami. Vedite pa, da sami ustvarjate lastno produkcijo, ste zvezda svoje oddaje, ste režiser, pišete scenarij in sami boste odločili, ali je vaše življenje vredno živeti na polno, ali pa ga samo ohranjati na minimalnih obratih. Odločili se boste, ali bo vaše življenje postalo življenje vaših sanj, ali pa boste še naprej le sanjali. Odvisno je od vas. No, takole, meni se zdi tale govor zelo močen. Zelo močen. Za naslednjič imam tudi že enega pripravljenega. Potrudil se bom, da bo v tehničnem smislu še malo boljši, kot je bil tale. Zdajle bom pa čisto za konec današnjega programa torej spustil še eno pesemco, tako kot to rad počnem. Upam, da bo tudi vam všeč. Vam se za sodelovanje seveda zahvaljujem. Tako da hvala, ker ste bili z mano celo debelo uro. Zdajle imamo pa še nekaj minutk za ples. 3 minute in pol, če hočete zdržati z mano, dajte. Če se komu zdi, da je vredno dati kakšen feedback, nekaj jih že tukaj berem, vesel jih bom tudi v Telegramu. Vabljeni tudi na ostale dejavnosti, ki jih imamo znotraj IM Akademije. Predvsem pa verjemite, tudi če se vam kdaj zdi težko, življenje je lepo. Želiš si, da lahko
Res je. Življenje je lepo, modeli. Hvala, ker ste zarajali z mano na koncu. A ne, da bomo nekega dne pripravili, da se čisto vsi dajo na kamero. Zato, da bodo čisto vsi z nami zaplesali. Hvala, Ana, hvala, Špela, hvala, Bernard, hvala, Mitja, hvala, verjetno mislim, da sta bila še ene dva, ki sta se vmes priključila k plesu, k prepevanju. Tako da, življenje je lepo. Mirno noč želim in uspešen trgovalen dan. Hvala. Ajde, čau.